Pozdravljeni. Na vrsto je že prišla 22. dirka v letošnji sezoni. In tudi tokrat v uvodnem prispevku Velike nagrade Las Vegasa vse zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Kot nam je že dodobra znano, tudi tokrat uvodni prispevek bo razdeljen na 3 dele. Najprej seveda dirka iz preteklosti. Nato bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Las Vegasu in na koncu porabili še nekaj minut, seveda za vremensko napoved. Tudi tokrat si bomo ogledali lansko izvedbo te dirke v Nevadi, kajti videli bomo, da je zelo pomembna za razumevanje tistega, kar bo lahko sledilo v nadaljevanju tokratnega dirkaškega vikenda. Treba je povedati, da v Las Vegasu smo videli, kako lahko proga ne leži določeni ekipi. Verjeli ali ne, lani je bil to McLaren. Če pogledamo samo kvalifikacije, bomo videli, da je bil najboljši Russell, za njim Carlos Sainz mlajši in na 3. mestu presenečenje Gasly. Ampak če govorimo o presenečenjih, ne smemo mimo onih 2 negativnih. Namreč Norris je bil komaj 6. in Piastri 8. A dirka kot taka ni bila pomembna samo zaradi tega, ker ni bila nekako vpisana na kožo ekipi McLaren. Videli smo še marsikaj drugega, izjemno zanimivega. Na samem štartu je Charles Leclerc iz 4. res lepo skočil na 2. mesto. Ampak zgodilo se je nekaj zanimivega. Namreč že takoj na začetku v prvih fazah se je na njegovih pnevmatikah pojavilo zrnjenje ali graining. Pojav, ki bi ga lahko povezali s tem, da je bil Charles Leclerc preveč grob do svojih pnevmatik. In če je v prvi fazi dosegel kar nekaj lepih mest, jih je nato tudi ogromno izgubil. Od 8. kroga naprej so ga seveda začeli prehitevati vsi. Najprej Max Verstappen in nato še vsi ostali. Treba je tu seveda poudariti, da George Russell je dirko začel iz najboljšega štartnega izhodišča in že takoj napravil prednost in seveda na to dirko za seboj le nadzoroval. Ampak po obeh menjavah, ki smo jih videli na progi v Las Vegasu, je bil končni vrstni red tukaj zanimiv. Videli smo dvojno zmago Mercedesa, seveda Russell na 1. mestu in Lewis Hamilton na 2. Na 3. je bil Carlos Sainz mlajši, ki je bil tokrat pred moštvenim kolegom, že prej omenjenim Charlesom Leclercem. Na 5. mestu Max Verstappen, kar bi marsikdo dejal, da je bila slaba dirka za voznika Red Bulla. Ampak ne. Lani v Las Vegasu je s 5. mestom Max Verstappen postal 4. svetovni prvak Formule E. In tu je treba povedati, da je Max kljub sorazmerno slabšemu rezultatu dirko končal pred Landom Norrisom ter Oskarjem Piastrim, kar zopet potrjuje, da pravzaprav proga kot taka
ni pisana na kožo meklarno. Vsaj lani ni bila. In kaj bi lahko rekli o tej ulični progi? Prva značilnost, na katero ne smemo pozabiti, je ta, da v kolikor seveda shemo malce obrnemo za 180 stopinj, bomo morda ugotovili, da izgleda malce podobna silueti povisa, ampak to ni toliko važno. Vidimo, da je pravzaprav povezava raznih dolgih, ravnih ulic in je zaradi tega specifična. In kot ponavadi, tudi tokrat si bomo pomagali s tisto tabelo, ki jo pripravlja Pirelli, kjer bomo seveda videli, da je izbor pnevmatik C3, C4 in C5. Na srečo tu so se izognili porabe pnevmatike C6, kar je dobro. Ampak vseeno, oglejmo si najprej lastnosti proge. Vidimo lahko že na prvi pogled, da so vrednosti sorazmerno enakomerno porazdeljene. Imamo oprijem samega asfalta in aerodinamično komponento, ki ima seveda vrednost 1. Kar je razumljivo, namreč asfalt, ki je namenjen vsakdanji rabi, je daleč od onega, ki bi bil idealen za dirke Formule 1. Ampak ne smemo seveda tu pozabiti, da je pospeševanje, abrazivnost asfalta ter bočne sile kategorija, ki ima vrednost 2. V tistem povprečju imamo samo zaviranje, medtem ko je stres pnevmatik seveda tukaj visoko na vrednosti 4. Evolucija same asfaltne površine ima pa vrednost 5, torej najvišjo na lestvici, kar nam zopet pravi, da površina kot taka ni primerna za dirke svetovnega prvenstva Formule 1, ker tu vidimo vsakodnevni promet. In v nadaljevanju bomo seveda spoznali, da letos to drži še malce bolj kot ponavadi. A poglejmo si tisti 2 kategoriji, ki nam lahko povesta marsikaj. Govorili bomo seveda o previsnem kotu in o minimalnem tlaku. Previsni kot je standarden. -3 stopinje na prednji osi in -1,75 na zadnji osi. Vidimo seveda pri mnogih prizoriščih te vrednosti, tudi v preteklosti na progi v Las Vegasu so seveda pri Pirelliju določili te vrednosti. Kaj pa minimalni tlak? Na prednji osi 28 funtov na kvadratni palec, na zadnji osi 26 funtov na kvadratni palec. Če zadevo pogledamo dokaj splošno, bomo ugotovili, da je tlak tako na prednji kot na zadnji osi dokaj visok. Ampak razlika med prednjo in zadnjo osjo je približno 2 funta na kvadratni palec, kar spada v tisto razliko, ki smo jo vajeni. Ampak treba je povedati, da lani smo lahko zaznali enake vrednosti. Le v sezoni 23 je bila na prednji osi vrednost minimalnega tlaka 27 funtov in seveda na zadnji osi 24 funtov in pol na kvadratni palec. Torej vidimo dokaj visok pik, ampak seveda se je ta zgodil med sezono 2023 ter 2024. In za konec seveda vremenska napoved. Verjamem, da mnogi izmed vas ste opazili, da je bil Las Vegas dobesedno pod vodo. Verjetno ste videli razne posnetke, kako je meteorna voda se
prosto zlivala po ulicah tega mesta. A treba je povedati, da mnogi deli same proge niso bili zajeti v tista območja, ki so doživela poplave. A to ni toliko važno. Razumeti moramo, da Las Vegas, kljub imenu, se nahaja v puščavi. Namreč, če prevedemo ime Las Vegas v slovenščino, bo seveda prevajalnik nam ponudil izraz travnik. Treba je tu se zavedati, da pravzaprav, vkolikor 3 dni zaporedoma v Las Vegasu dežuje, so poplave nekaj normalnega. Situacija je bila dokaj kritična v torek. Danes je četrtek. Nekateri deli proge imajo tudi sedaj, v tem trenutku, še malce stoječe vode. Ampak po podatkih, ki so tokrat na voljo, ni skrbi, da bi zaradi obilnega dežja, na primer, dirka mogoče tudi odpadla. A poglejmo si vremensko napoved. V petek in v soboto bo oblačno in temperatura med 8 in 15 stopinj Celzija. Sicer so možne manjše, krajše plohe, ampak ne v tistem obdobju, ko bomo spremljali aktivnost na progi. Ker gre v Las Vegasu za nočno dirko, so temperature seveda nižje. Kaj pa v nedeljo oziroma v soboto? Seveda, kajti v Las Vegasu je dirka dan prej, mi jo bomo spremljali od 5 zjutraj naprej v nedeljo. Sončno, torej lahko bi dejali brez oblakov, čeprav tudi sonca ne bo videti, ampak s temperaturami, ki se bodo gibale od 9 do 17 stopinj. In glede na našo dirko iz preteklosti bi lahko nekdo dejal, da bo Mercedes v prednosti, kajti med nami navdušenci kroži neke vrste urbana legenda, da pri nizkih temperaturah so pri Mercedesu boljši. A tu imam za vas preglednico. Preglednico, ki kaže rezultate v letošnji sezoni glede na temperaturo zraka in temperaturo asfalta. In sami lahko vidite, da ko so temperature nizke, Mercedesa ni med zmagovalci. Sedaj videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo na dirki v Las Vegasu. Ampak kar se tiče našega uvodnega prispevka, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.